Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom. Nataša Pirc-Musar, iskreno se vam zahvaljujem za vaš častni prevzem pokroviteljstva na današnjo prireditvijo in vas lepo vabim, da nam namenite nekaj spodbudnih besed. En lep dober dan vsem skupaj. Spoštovani minister, magister Franc Props, spoštovani predsednik Državnega sveta, gospod Marko Lotrič, spoštovane poslanke in poslanci, drage županje in župani, cenjeni visoki gostje. Iskreno se vam zahvaljujem za povabilo na slavnostno obeležitev 30. obletnice reforme lokalne samouprave v Republiki Sloveniji. Z ustanovitvijo samostojne države in z demokratičnimi spremembami se je pojavila priložnost, da tudi v naši državi vzpostavimo sistem lokalne samouprave v skladu z evropskimi standardi lokalne in regionalne demokracije, ki jih vsebujeta Evropska listina lokalne samouprave in priporočila Sveta Evrope, kar vse je že minister omenil. S sprejetjem slovenske ustave in nove področne zakonodaje v letih 1993 in 1994 so bili podani normativni pogoji za preoblikovanje dotedanjega komunalnega sistema v sistem nove lokalne samouprave. Snovalci reforme so si na začetku postavili nekaj ciljev, ki so bili v teh 30 letih skoraj v celoti doseženi. Med drugim tudi cilj demokratizacije na lokalni ravni v želji, da se vsem prebivalcem zagotovi možnost vključitve v proces lokalnega samoupravljanja. Nekaj, kar jim omogoča bolj tesno povezanost s krajem, v katerem živijo. In to je pomembna demokratična pridobitev. Z res velikim veseljem obiskujem občine širom naše domovine in povsod srečujem prizadevne, srčne in izjemno operativne županje in župane. Občine večinoma zelo učinkovito in uspešno rešujejo konkretne izzive občanov in s tem potrjujejo, da je vodenje skupnosti najbolj uspešno, če odločitve sprejemajo oblasti, ki so blizu ljudem. To je tudi eno od bistvenih sporočil reforme slovenske lokalne samouprave. Uvedba pokrajin pa je edini takratni cilj reforme, ki ostaja neizpolnjen. Ustavno podlago za ustanovitev pokrajin sicer imamo, a kljub večkratnim poskusom do sprejema pokrajinske zakonodaje nikoli ni prišlo. Sama sem vzpostavitvi pokrajin naklonjena, saj regionalizacijo vidim kot poskus izpopolnitve dosedanje državne strukture, ki temelji na dveh poljih, na osrednji državni oblasti in lokalni samoupravi. Pokrajine naj bi omogočile decentralizacijo oblastnih funkcij, kar pozdravljam. Nobene potrebe namreč ni, da se vse ključne odločitve sprejemajo zgolj v prestolnici. Ključno vodilo pri razpravi o pokrajinah pa mora biti zavedanje, da vsi nivoji oblasti opravljajo javne naloge za državljane in prebivalce. Ne gre za vprašanje potrebe političnih strank in vodilnih upravno-političnih struktur, ampak za preprosto vprašanje, ali bodo storitve za povprečnega prebivalca hitrejše in bolj kakovostne, kot bi bile sicer. Vprašati se torej moramo,
Kakšno dodano vrednost na področju javnih storitev bo imel državljan, prebivalec Republike Slovenije? Ključno vprašanje torej je, katere pristojnosti bi morali prenesti na pokrajine. Predlagam, da je to izhodišče skupnih razmišljanj, ko razprava nanese na uvedbo pokrajin. Šele zatem bi se bilo smiselno pogovarjati o konceptu organov vodenja, sedežih in nenazadnje imenih pokrajin. Pa pri imenih se je že večkrat ustavilo. Tak način postopanja bodo namreč prebivalci bolje razumeli in posledično bolje sprejeli. Pokrajine bi po mojem mnenju tako veliko lažje spravili v življenje. Tako v javni razpravi projekta regionalizacije ne bi razumeli kot projekta političnih strank, ampak kot poskus boljšega obvladovanja izzivov za naše skupno dobro. Sedaj je žal občutek ravno obraten. Spoštovani, ob koncu mojega nastopa mi dovolite, da spomnim na pomembno vlogo takratne Komisije Državnega zbora za lokalno samoupravo in službo Vlade za reformo lokalne samouprave, ki sta pripravljali vse potrebno za uveljavitev novega sistema slovenskih občin. Ne gre pozabiti tudi na vlogo Komisije Državnega sveta, ki je pripravila predloge in mnenja ob sprejemanju področne zakonodaje. Vsem takratnim članicam in članom gre zahvala za res uspešno opravljeno delo. Prav tako gre zahvala in priznanje vsem dosedanjim ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo ter številnim županjam in županom, ki ste v zadnjih 30 letih delovali v svojih lokalnih okoljih in s predanim delom dokazali, da je lokalna samouprava še kako živa in še kako potrebna. Aktualnim županjam in županom pa iskreno želim, da izpolnite čim več obljub, ki ste jih dali svojim občanom in da še naprej izboljšujete kakovost življenja ljudi v vaših občinah. In dovolite mi še čisto moje osebno zapažanje vašega dela. Na predsedniški funkciji sem 1 leto in 4 mesece. Ampak v tem času sem veliko bila med županjami in župani, največ seveda po katastrofalnih poplavah, kjer sem videla županje in župane gaziti po blatu, do kolen, če je bilo treba, ker ste mnogi med vami opravili 400 ur in več na mesec in vem, da vam ni bilo težko, ampak zdaj le bom rekla nekaj, kar bi mogel marsikdo drug, pa si ne upa. Za to, kar počnete, si zaslužite tudi pošteno plačilo. Vem, da vse delate s srcem in dušo, ampak načelo poštenosti veleva, da nihče v občini ne bi smel imeti višje plače od župana, pa jo ima in to veliko njih. Vam bom povedala še en primer. Jaz imam ravno zdaj v postopku razpis za namestnika Komisije za preprečevanje korupcije. Veste, koliko ljudi se je prijavilo? 1, pa še ta ni ustrezal pogojem. Veste, koliko ljudi, koliko javnih uslužbencev ima večjo plačo od predsednika Komisije za preprečevanje korupcije? 20%. To so stvari, spoštovani gospod minister, ki jih morate vzeti v zakup. Večkrat sva že govorila na to temo, tokrat vas javno pozivam, da uredite plače županov. Hvala lepa. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.